Kolesarstvo je izjemno pomemben transportni način, še posebej v mestih, v manjših okoljih, kjer so razdalje manjše, obvladljive. V zadnjem času izjemno veliko pridobiva na pomenu, tudi v deležu kolesarjev, ki jih srečujemo po cestah. Opazili smo, recimo, da v času krize se je zelo povečalo zanimanje za kolesarjenje, zato smo to ustrezno uredili tudi v strateških dokumentih, v prometni politiki in začeli smo tudi s pripravo strateških dokumentov na področju kolesarske infrastrukture. Slovenija se je vključila v projekt Danube Cycling Plans, v okviru katerega financiramo tudi pripravo strategije razvoja kolesarskih povezav v državi. Tukaj noter deluje cela skupina strokovnjakov, ki pripravlja osnove, v bistvu temelje za to, da bomo razvili nek strateški načrt, po katerem bo država vzpostavila sklenjeno kolesarsko omrežje, ki bo omogočalo ljudem ustrezno in varno potovanje. V pretekli finančni perspektivi 2014-2020 smo z evropskimi sredstvi sfinancirali več kot 160 projektov z področja kolesarjenja. Med njimi lahko omenim same kolesarske povezave, teh je bilo okoli 500 km. Potem smo sofinancirali okoli 20 projektov za vzpostavitev sistema javne izposoje koles in več kot 200 parkirišč za kolesa. Na Ministrstvu za infrastrukturo smo naredili anketo med zaposlenimi. Ugotovili smo, da večina tistih kolesarjev si želi varno parkirišče za kolo, kjer kolo varno shrani, pa tudi, da je to kolo pod streho. Trenutno imamo parkirišče pred samim ministrstvom, ni pokrito. Razmišljamo pa tudi o tem, da bi ponudili parkiranje v sami garažni hiši, ki je pod ministrstvom. Ministrstvo za infrastrukturo je za potrebo svojih zaposlenih nabavilo tudi nekaj koles, ki jih uporabljamo za krajše službene poti po mestu. In stvar se zelo dobro odnese, tudi sam to koristim redno, zlasti za obiske v državni zbor ali pa druga ministrstva, ko gremo na sestanke. Iz lastnih izkušenj kot kolesar vidim, kaj vse je na terenu še treba izboljšati. Vidim včasih, da kolesarske poti ali pa kolesarske steze niso sklenjene, se zaključijo, tako da moraš zapeljati na cesto, pa potem nazaj na pločnik, tako da čaka nas še kar nekaj dela, da zadeve uredimo. Z veseljem sem ambasador kolesarjenja. Pozivam tudi ostale, da se nam pridružijo, da preizkusijo prednosti kolesa in se ga v čim večji meri poslužujejo za trajnostno potovanje v službo in nazaj.